Do konca septembra so bili na Otočcu kar zadovoljni s številom gostov, slabše stanje pa je na področju gostinstva, pravi direktor Term Krka Jože Berus. Se pa pozna velik izpad predvsem teh večjih pogostitev, za katerim je bila restauracija Tango namenjena. Tango je namreč namenjen za skupine preko 150-200 ljudi in ni dovolj, če je zaseden, ne vem, 5-krat, 6-krat, 7-krat, tudi 10-krat v mesecu. Stroški obratovanja so namreč zelo visoki. Zato so z novembrom restauracijo zaprli, zaposlene pa preselili v gostinski del v hotelu Šport, kjer krepijo kuhinjo. Sicer so v kompleksu na Otočcu obeta še nekaj novosti, med drugim so v družbi pridobili evropska sredstva za ureditev pustolovskega parka. Na prostoru, kjer so bili prej te bungalovi, ki so bili dotrajani in niso bili več v funkciji, katere smo v letošnjem letu porušili, bomo zgradili ta pustolovski park, ki bo prvi v tem delu Slovenije. Nekaj takega je že na Gorenjskem. Naložbo naj bi začeli aprila prihodnje leto. Stalo bo približno 150 tisoč evrov, od tega bo dobrih 100 tisočakov iz Evropskega sklada. Sicer pa v Termah Krka že več desetletij upravljajo z gradom na Otočcu, kulturnim spomenikom državnega pomena, ki naj bi ga država prodala. Nedvomno bomo mi tudi takrat nastopali kot ponudnik. Določeni pogovori so že bili. Krk in odvisna družba je v grad v vseh desetletjih kar veliko že vlagala in to bo tudi pri sami kupnini se strani ministrstva upoštevano. Ne glede na lastništvo pa bodo v Termah Krka v Otočcu dodali nove vsebine.